Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Med nama, oziroma tudi tokrat med nami. V moji družbi sta namreč Simona in Matjaž Kosi, verjetno najbolj znani prleški par, pa da mogoče na začetku kar takoj razčistimo, potem, kaj vam mogoče najbolj poznajo ljudje iz vse Slovenije, to je tisti famozni video Kam gre beli zajček? Kam gre beli zajček? Ja, zdaj po tolikih letih smo ugotovila, oziroma sem jaz ugotovila, da gre meni na živce v bistvu, ne, oziroma že takrat, ko smo ga snemala, šel meni na živce, ne, ker smo ga tako dolgo ponavljala, tako da je bil potem res dejansko posnet v tistem pravem vzdušju, da jaz res norim, ne. Vsi so mislili, oziroma večina jih je mislila, da je to bilo vse zaigrano, oziroma je bilo zaigrano, pa ni bilo, konec ni bil Večina je mislila, da ni bilo zaigrano. Da ni bilo zaigrano, ampak je bilo zaigrano, samo je bilo zelo pristno zaigrano, ne, ker je Matjaž tako dolgo hotel ponavljati. Tvoja pristna agresija. Ja. Tako da je bilo pristno, pa je šel tudi vam, kaj ta beli zajček na živce? Včasih mi gre na živce, tudi zdaj mi gre včasih na živce, ko se kar neznani ljudje derejo čez cesto, kam gre beli zajček, pa tako res nimaš kam uiti, ne. Pa se vse posod derejo, kam gre beli zajček, ampak večinoma pa smo kar navajeni, tako da nama niti ne gre tako na živce, no. Pa se spomnite tistega momenta, ko vama je kliknilo, da je zadeva postala viralna in da bo eksplodirala, je eksplodirala? Ja, zelo. Kako je to izgledalo? To je izgledalo tako, da smo na vratih doma je zazvonilo in pred vrati je stal en veliki 1,80 m ogromen kostum rozastega zajčka, ne, ni bil beli, ampak rozasti, ki so prišli iz Večera. S kamero v roki. Z kamero v roki, kamerman, zraven pa tak en 1,20 m v ramah, pa 1,80 m višino, te veste, kakšna pojava je to bila, in je prišel rozasti zajček in so bolj vprašali, kam gre beli zajček, tako da te pa nama je bilo jasno, da to več ni tak. To je bilo naslednji dan potem, ko sva objavila video, tako da že tisti večer, ko sva ga objavila, je v bistvu sva doživela eno takšno čudno stvar, smo šli na pijačo, pa kar tam pri sosednji mizi so kar neki ljudje začeli govoriti, kam gre beli zajček. Pa sem se rekel Simoni, pa kaj dejansko to kdo gledal, ali kaj? Potem sva prišla domov in je bilo 1500 gledov in meni se je to zdelo, joj, ne, malo že panika, kaj če damo dol, ker vseeno pa naj poznajo ljudje, pa bodo zdaj mislili, da se nama čisto trgalo, da smo dali kaj takega gor. Pol naslednji dan pa je šlo to v 100 000 in... Pa drugi časi so še bili, ne, 12 let nazaj, oziroma 13 let nazaj, ne. Ni še to bilo tako, da je imel vsaki telefon. Drugače 14 let nazaj, 2011 je bilo to. 14 let nazaj. Pred poroko. Moj mož ima ful številke, to... Tako da je bilo res norišnica takrat s tem belim zajčkom in nekako sva tudi nisva dolgo vztrajala v tem, pa sva kar nehala potem za nekaj časa z vsem tem, ker nisva bila pripravljena na to. Moram priznati, da jaz te fore na začetku nisem razumela, ne, oziroma je pač velikokrat kdo to potegnil iz predala in probal koga drugega potem, ne, na to foro, kam gre beli zajček, ampak sama sta omenila, ne, ljudje so to govorili po ulicah, kako dolgo je ta hype recimo trajal? V bistvu za starejše ljudi še zdaj traja, torej ne bodo pozabili tega videa. Medtem ko takrat je bilo tako 3-4 mesece bilo zelo intenzivno. Potem sva dala še drugi del ven, tam mesec dni pozneje in potem pa sva se začela pripravljati, ker sva se pol hitro poročila, pa to pa ni bilo več tak časa, pa sva rekla, ne bova midva več teh nekih skečev snemala, pa sva nehala. No, ampak kdaj vama je pa potem kliknilo, ne, da je recimo humor tisto nekaj, kar vaju očitno povezuje, oziroma kar lahko tudi ustvarjata potem na dolgi rok, ne? Matjaž, mogoče vi? Ja, v bistvu je bilo tako. Takrat so se midva poročila, sva rekla, midva pa se zdaj poročila, morava v službe, družino si želiva ustvariti, ne. Čeprav jaz sem že hotel študirati režijo na AGRFT-ju, sem šel na sprejemne, to je bilo že dosti prej, pa vedno v meni bilo to nekaj ustvarjanje, ne, ampak takrat sva rekla ne. In res sva se poročila, zaposlila, dobila prva 2-3 otroke in vrgal sem se v politiko, tako isto ta prav hardcore politiko in
tako 2-3 leta, ko sem bil res v politiki, me tisto izželo in sem vedel, komaj čakam, bil sem predsednik enega podmladka političnega in sem komaj čakal, da se to neha, da grem ven z tega in sem rekel Simoni, tako, jaz več nočem slišati za politiko, jaz želim spet začeti delati nekaj, kaj me veseli, ne. In to je bilo malo pred korono, tam 2019 in sva poskušala spet začeti, ampak ni bilo nekega uspeha, 2019 nobeno več ni, kako bi se reklo, povohal na tem YouTubeu, ne. Tako da sva poskusila s Facebookom, tam se je začelo nekaj počasi, potem pa prišla korona, pa sva spoznala TikTok in že prvi mesec korone sva dala te stare posnetke gor in se je začelo. Bolje pa tako pomagalo to, da smo začela, ker če ne, bi se verjetno midva pojela doma, ko smo mogli biti za 4 stenami zaprta, tako da nam je to malo olajšalo pol to koronsko obdobje, da smo snemala. To je bila ena terapija, da sva začela ponovno. In od takrat dalje pa sva na polno. Ker videla sem vajn poročni video oziroma video vajnega poročnega plesa. Tam se vidi, ne, nekaj tli v vama, ne, nek smisel za humor. Dobra sta, no, kar se tega tiče. Tako da verjetno je to posledica tega, ne? Ja, to je bolj Matjaž, je bolj ta ima ustvarjalno žilico, ker vse na poroki je bilo prepuščeno meni, ne. Še Matjaž še vedno pravi, da sem jaz bila tista brajdzila, ali kak je, ne, izraz, čeprav nisem bila. On pa je rekel, da samo pusti mi, da jaz ples organiziram in pripravim ples, tako da on je bil koreograf, midva smo pač to mogla, smo to vadila, tako da vse ostalo na poroki je bilo moje. Ampak zdaj po 13 letih se večina spomni od poroke plesa, ne pa vseh tistih stvari, Koga pa briga, kaj je bilo barvno usklajeno in Matjaž je povedala pravo številko, 13 let štima? Ja, Okay. počasi bo 14 maja. Počasi, ja. Na nek način torej zakonca in sodelavca. Kako to usklajujeta, razmejujeta, povezujeta? Ja, zdaj se bodo vloge malo spremenile. Zdaj je bil Matjaž, je imel ta misticizem, je bil on direktor, zdaj mesec dni pa sem po novem jaz direktor, zdaj pa bomo malo zamenjala. Zdaj je ženska prevzela vajeti in... Čas je torej, da propade, no, ena firmica pa... Se vam kaj tresejo hlače zdaj? Ja, malo me je res strah, predvsem zato, ker prej sem imel jaz vse od A do Ž pod kontrolo, zdaj pa mi ona samo govori, ja, sem uredila, bom uredila in tako dalje. Tako da bomo videli, no. Torej, misticizem. Omenila sta sama, da je zdaj to nekako ta zgodba, ki vaju povezuje. Povejte mi kaj več o imenu. Zakaj misticizem? Iz česa to prihaja? To pa je odgovor, ki ga vedno mora Matjaž povedati, ker je to povezano z njegovim študijem. Misticizem je filozofska smer srednjega veka, torej nobene povezave z nama. Ampak jaz sem takrat, ko je prišel ta Gmail, ko je postal popularen, sem jaz študiral teologijo, ker sem teolog in sem mislil, vsi si dajo, ne vem, ime, priimek, Afna Gmail, jaz bom imel nekaj drugače v mailu. In sem si naredil mail misticizem, ker ravno takrat smo se učili o mističnosti, o misticizmu v srednjem veku in je meni to bilo tako dobro, neka skrivnostnost, neki menihi so hodili pa so živeli celo življenje na nekšnih koliščarskih zadevah, pa niso bili v stiku z ljudmi po 50 let, pa tako to meni bilo super, ne, tako neki posebni ljudje so bili ti mistiki, pa sem si dal ime misticizem, Afna Gmail in potem ko sem si naredil ta YouTube kanal, sem pač mi je ponudil YouTube, da lahko kar uvozim ime od maila, pa sem kar dal, ok, misticizem bo kanal in potem sva objavila tega belega zajčka, ki je postal popularen in vsi so začeli torej pisati mediji, vsi torej na kanalu misticizem in tako je nekako sva ohranila to ime. Misticizem, zdaj pa nas vsi poznajo, po mojem 90% ljudi nima pojma, kaj pomeni misticizem, ampak vsi vejo, da sva misticizem midva in naj bo. Tako, in pri tem imenu boste tudi ostala, torej zdaj, tudi ko bo šefica Simona, ni predlagala spremembe imena. Prej je bilo misticizem, zdaj njeno podjetje, ki ga ustanovila, je Misticizem Media. Ok, prav. Tada bomo še malo mogoče kaj na širše šli in zajeli. Ok, naj to ostane skrivnost ali lahko že kaj... Ja, to je pa mistika, v tem imenu. Ok, 5 otrok, veliko humorja.
kako je videti pravzaprav vaše družinsko življenje in potem tudi seveda, odkje črpate vse te ideje, ki jih potem vidimo? Naše družinsko življenje, predvsem zdaj v tem zimskem času, je kar stresno, ker je ful hitro tema in to pomeni, da smo hitro notri zaprti, tako da smo še bolj skoncentrirani in vsa ta energija, ko bi jo sproščali, lahko otroci nekje na igrišču se skoncentrira za 4 stene. Tako da je zelo zanimivo, no, je razgibano. To je, tako da en je v vrtcu, 4 v šoli, pol popoldan, kako pridejo domov, po 3. uri je mama taksi, so treningi glasbene in tako naprej. Tako da je pa zelo razgibano, zanimivo. Je pa vzdržno. No. Je pa vzdržno. Ni tako hudo, kot si ljudje mislijo, ko slišijo, 5 otrok, ampak absolutno brez problema bi lahko bil še 6, pa 7, ja. Če bi pač bil, ker ni. Gre skozi, ja. Nekaj moramo avto zamenjati, to je edini pogoj, ker zdaj imamo za 7, da zdaj to gre skozi. Vzpostavi se ena dinamika pač, ne, in ki je drugačna kot mogoče pri družini z enim ali pa 2 otrokoma, ampak tudi taka dinamika gre skozi in mislim, da smo vsi zadovoljni, srečni, siti, spočiti. No ja. In je to. Ja. Se mi zdi, da so večje družine, recimo 4-5 otrok, morda celo malenkost bolj organizirane, kot pa družine, ki imajo 1, 2, ali je to zgolj občutek, kot nek zunanji opazovalec? V določenih stvareh so res morda bolj organizirane, ampak v večini stvari, koliko imamo midva stika tudi z drugimi velikimi družinami, ker ga imamo kar nekaj, pa so dosti bolj sproščene take družine, ker enostavno ni kompliciranja, ni nekih takih, ne vem, ekstremnih posvečanj, ne vem, recimo, da bi zdaj otroku pač posvetil preveč časa, mogoče se to zdaj grozno sliši, ne, ampak vemo, kako smo mi nekoč odraščali, pa nam nič ne manjka, ne. Danes pa je ta vzgoja postala mogoče preveč osredotočena na kaj rabiš kot otrok, kako ti lahko pomagam in je otrok tisto središče, okoli katerega se starši non-stop vrtijo in potem pridejo osebe ven, ki niso samostojne in jaz mislim, da je pri večjih družinah boljše, zato ker vsak otrok si mora sam izboriti svoj kos pogača, kako ne rečem, da... To in midva smo od začetka, ko smo imela pač mlada starša, 1, 2, smo tudi komplicirala, pa to, pa valjda ena stvar se razdeli samo na 2, zdaj se mora na 5, ne? Tako da jih tudi učima, zdaj, če je, ne vem, ena čokolada si jo pač morajo razdeliti, ne? Zdaj drugače 2 dobita polovico, zdaj pa dobi vsaki tisto eno tablico, pa to, ne? So čisto zadovoljni. Smo tudi midva komplicirala od začetka, seveda pri 1 pa 2, zdaj pa je vedno to, pol pri 3., 4., 5. pa je že v bistvu pol kot neka rutina oziroma zameš to malo bolj tako sproščeno, no. Bi si želela še večje družine, bi ostala pri 5? Mi imamo tako malo poseben pogled, pač kaj bo, ne. Ampak nimamo več v načrtu, želela sva si pred poroko, sva se hecala, da bova jih imela 5 in potem sva imela 1., pa 2., pa 3., bliže 5. Pol pa sva rekla 3, to pa več ni tako daleč do 5, pa 4. sva rekla, zdaj pa če smo 4, pa bova te 5. tudi, ja. Tako da zdaj sva kar zadovoljna, ampak nikoli ne reci nikoli, ne bova rekla, da je to, ne. Ker to je bilo moje naslednje vprašanje, ne? Ali ste si vedno želela, torej velike družine, sta oba taka, da sta, ja. Simona takšna na nek način posebna ženska, zato ker enostavno kaj zdaj to čelo, zdaj me strah, ko začne tako gubati, bolj samo čelo, kaj mu reče. Zelo je zelo veliko pomenilo to, da bova, ne vem, ni imela nekih, ko sva se pogovarjala o tem, da bi imela družino, ne vem kaj, ni komplicirala, ni dajala nekih svojih pogojev, ampak je prepustila to meni in se z vsem strinjala in je rekla, ja, zakaj pa ne bi imela velike družine, če si ti želiš, jaz sem si zelo želel. Jaz sem si to želela, mogoče se res nisem od začetka želela jih 5, mogoče tako 3. Te pa mestna številka bila 4, on je bolj na te 2, 4, 6 številke malo občutljiv.
te je pa prišlo pol na 5, ja. Tako da smo pol naredila kompromis, pa smo rekla 5. No, lepo. Koliko komičnih situacij se rodi mogoče iz takega družinskega življenja, pa ko ste vsi na kupu, pa ko so torej večeri dolgi, pa je ogromno energije zbrane za pač, ja, 4 stenami. Predvsem zakonskega življenja, bolj kot družinskega s 5 otroki, bolj zakonsko življenje dosti bolj prinese, ne? Okay. Ja, veliko krat je kaj takega. Zelo dobri so otroci, ker veliko prispevajo, imajo res dobre ideje včasih in recimo, čeprav midva tako to, ne vem, sva zabavljača pa tako dalje, recimo, da pa bi jaz imel žilico, da bi vedel govoriti vice, tega pa nimam. Enostavno nimam. In ne vem, otrok en, Izak, ne, on pa vsak vic, ko ga sliši, pride domov in ga tako ga pove srčno, da se mu vsi smejemo in je res dober v tem, ne. Tako da vidiva potencial, no. Tudi v otrocih. Izak je že rekel, da ati, jaz bom prevzel misticizem, ko bo ta vidva stara. To je rekel. In on uživa, to ta srednji blonten, on uživa v tem, da igra in tako dalje in zelo rad je prisoten. Neža pa ful rada snema, ona rada za kamero, tako da njo se že tako zraven vzamemo zdaj, da naj posname včasih, pa zelo dostikrat se strinja z Atom, da sta te skup stopita, pa sta proti mami, ko mama kaj da, kakšne... Midva imava podoben smisel za humor z Nežo, ja, tako da. Tako da imate v bistvu zdaj že svojo malo ekipo, zabavljača, torej, režiserko. Pa nasploh nam ta misticizem prinese res veliko lepih družinskih trenutkov, ker smo res vabljeni po vsej Sloveniji na vse mogoče dogodke, da smo gostje, da snemamo tu, tam in seveda vzamemo otroke zraven in so to naši izleti, naša potovanja in uživamo v tem. No. Koliko se po vajnem mnenju otroci iz tega tudi naučijo, ne? Dobijo nekih novih izkušenj, ki bodo verjetno v življenju njim prišle zelo prav? Simona, mogoče? Ja, sigurno. Zdaj pač od tega začetnega hobija je to zdaj bi si preraslo že v neki najin posel, oziroma je preraslo v posel, tako da so tudi zdaj vidijo, da se da iz tega, da to ni samo hec, da se iz tega tudi da kaj zasluži, da to tudi lahko služba, ne. Tako da se tudi na podlagi tega malo učijo, no. Da vidijo, da lahko v tem uspeš, no, da lahko od tega zaslužiš, pa od tega tudi na koncu koncev živiš, no. Torej bi bila ponosna, če bi otroci nadaljevali, ne? Ja, zagotovo, sad že to delo... Dediščino. Ja, jaz jim rečem, če vam drugo ne bo uspelo v življenju, vam bova pa dala to, pa boste. Ja. Ampak se ni straha, da jim ne bi uspelo, ker se mi zdi, da so zelo taki vedoželjni, zelo so, z veliko stvarmi se ukvarjajo, no, tako da ni strahu. Pa tudi to nastopanje v teh skečih, pa nasploh ta misticizem jim je tudi mogoče, jih je malo, jim je odprl, da niso, ne vem, da niso toliko sramežljivi, da niso zaprti v sebe, ampak lahko nastopa brez problema, ne. Ni jim problem. Mogoče Rafael, on je bolj res nekje v ozadju, ne želi toliko in absolutno ga tudi nikoli mu ne rečemo, ampak ostali pa zelo radi. Dostikrat rečejo, kaj če bi kaj snemali, imaš kakšen skeč, ali pa pridejo s kakšno idejo, da posnamemo. Ste kdaj rekla, tu pa bomo zdaj potegnili mejo, ne, zaradi svojih otrok, tega pa se ne bomo šli. Je bilo kdaj kaj takega, da sta pa rekla, tukaj se ne počutimo udobno, tega ne bomo? Mogoče, da je kakšne tematike, recimo, če kdo hoče, da bi snemala za kakšne zelo kakšne take stvari, ko mogoče se z njimi ne strinjava ali pa vemo, da bi negativno vplivale na najine gledalce, ker vseeno imava midva neke družinske tematike pa tako dalje in potem ne bi bilo dobro. Ja, tako da tu pa tam kakšno stvar sigurno rečeva ne zaradi tega. Se mi zdi, da sta zelo odprta pač glede nekih tematik, tudi glede vere. Odprto govorita, vi ste tudi omenili seveda, da ste študirali teologijo. Kaj pa glede tega? So družabna omrežja odprta glede te tematike? Ja, mislim, to sta tako dve ločeni liniji, se mi zdi, in midva sva nekje vmes. Po eni strani, kar se tiče vere, so zelo tudi verski mediji in vsi, ki so verni, pa imajo take, ne vem, vsebine, dajajo na splet,
zelo, recimo glede spolnosti, zelo malo govorijo, jim je to veliki tabu. Po drugi strani pa vemo, da določeni mediji pa zelo iščejo klike in všečke ravno s takimi tematikami, ekstremno seksualnimi, in midva sva nekje vmes, sploh absolutno se naju ni strah govoriti o tem, ne bi pa nikoli razlagala, ne vem, ne bi pa šla nikoli v neki podcast pa razlagala o najnem spolnem življenju in O intimnih podrobnostih, ki pač je. Povejta, zdaj, ko ste dobila otroke, se je vajin smisel za humor kakorkoli spremenil, ne vem, predrugačil, ne vem, mogoče je zasukal v drugo smer? To smo veliko, ko smo se peljali sem, smo malo pač debatirala in smo pol rekla, da je celice že isto, ne? Oziroma gremo še mogoče si malo več upama, kot smo si na začetku upala. Od začetka smo še bila tisto, da smo res gledala, kako bi zdaj to zapakirala, pa sem pa ta zdaj pa že malo bolj na odprto, pa malo več si upamo, no. Drugače pa neki smisel za humor je vedno isti, bi rekla, ampak v drugačnem, kako se to reče? obsegu. V obsegu, ja. Ko sta se spoznala, kaj vaju je prepričalo eden na drugem? Matjaž, kaj vaju je prepričalo kaj vas je prepričalo na Simoni? Mislim, midva itak, da glede na to, da je vse povezano z internetom, sva se spoznala na internetu, ne. Pa 10 minut narazen doma, ne? Ja, 10 minut narazen doma, pa se v življenju nisva srečala tako v živo ali pa kakorkoli. Dobro, 15 minut imava, ne 10, bodimo realna. Če jaz vozim 10. Ja, dobro, če ti voziš 10, ja. In čist neka preprostost, mene pritegnila pri Simoni res tista preprostost, pa tisto, da od začetka ni bila neka, kako bi se reklo, osebnostno težka, ali kako ne rečem, ne. Ampak je bila taka zelo, zelo fajna, jaz sem iskal, jaz sem pred njo imel kako težko zvezo, in jaz sem tak človek, da sem pri nisem vedel iti v zvezo na neki lahek način, ampak sem zmeraj, ko sem imel punco, sem mogoče prehitro zmeraj hotel, ne, te moje korake, ki sem si jih zamislil nekje v glavi, jaz sem vedno imel v glavi, ne vem, do 30. otroci, služba, diploma, ne. In sem mogoče včasih hotel na silo, ne, pri Simoni pa sem rekel, se več nam sekiral glede tega, sploh več nam razmišljal o tem, ampak samo pač bova videla, kaj bo. Pa kregati se moraš v zvezi, ne, jaz pa se nikoli nisem hotela kregati, ne. Zelo težko je bilo to na začetku, ker sem kar iskal nekšne tiste povode, ja, pa se kar ni dala, kar ni hotela kregati. No, se zdaj nadoknadiva, dosti krat. Simona, kaj pa je vas prepričalo? Ja, smisel za humor. Ja. Pa taki preprosti je bil, no. Pa blizu je bil doma, ne, to je že bila prednost. Aha, to je bila prednost. 10 minut ne, če jo vozi. Tako da že to je bila prednost, ja. Povejte mi še, zadnjič sem scrollala po Facebooku in naletim na vajin video, kjer vaju zagledam, kako mahata, pa pač vklopim, pogledam, ne. In mi je bilo zanimivo, kako sta se odzvala v bistvu na sovražni govor na spletu, ne. Tega sta verjetno tudi deležna, sta tarča tega, kot verjetno žal vsak ustvarjalec na spletu. In sta se odlično odzvala na pač nek zapis, ki vam ga je hotel nekdo tam grdo pustiti, sta se vidva z humorjem odzvala. Kako v bistvu, vidva... Ja, tisti zapis je bistvo, namesto da bi pisalo vidva sta bolana, je pisalo vidva sta volana, ne. Nekdo se je zatipkal. Tako da ja, malo se je ne še zatipko, ne, tako da ponavadi je to takše, da bi hotel tisti, ki to tipka, biti pameten in na koncu to tako izpade, da Matjaž dobi idejo na takšni komentar in pol midva nekaj kontra posnamemo, tako da je pol tarča sovražnih komentarov tista oseba, ki je napisala sovražni komentar, ne. Ja, midva, mislim, na lep način, pol midva to naredimo, tako da zdaj pač je, ker ni pisalo, da smo midva bolana, ampak je pisalo, da smo midva volana, samo midva smo pač rekla, da nismo volana, da smo pač brisalca. In smo brisala, ne. Tako da pol s humorjem te sovražne komentarje naredimo malo, ja. Meni je žal, recimo, ljudi, ko bi ustvarjali, ko imajo ideje, ko so dobri, pa
so po drugi strani zelo ranljivi glede teh komentarjev in dosti ljudi poznava, ki so recimo začeli, pa so nehali samo zaradi tega, ker enostavno so se sekirali zaradi komentarjev. Tako da midva so to že zdavnaj pustila za sabo, če bi se midva sekirala, Že davno ne bi več snemala. ja, ker neverjetno, kaj vse ljudje spišejo, ponavadi so to kakšni lažni profili ali pa zelo zanimivo, da so to dostikrat, ne vem zakaj, to bi mogoče sociološko moral iti raziskovati, dostikrat so to kakšne ženske od 60. leta navzgor na Facebooku, ko znajo biti zelo nesramne, zelo pikro pisati, ne vem zakaj. In največkrat jih moti to, da objavljamo kaj z otroci, a same imajo slike, kako vnuke držijo. Tako da mislim, če ti lahko daš svoje vnuke, jih imaš na sliki, zakaj midva pol svojih otrok ne bi smela imeti in kaj delamo tako slabega, ne? Ja. Kaj bi svetovala potem res nekim mladim ustvarjalcem, ki se probajo pač prebiti na spletu, na TikToku, na ne vem, Čim manj se obremenjevati s temi komentarji pa s tem sovražnim govorom, ker ni... Pa uporabiti to v svoj prid, tako kot midva uporabljava, da v bistvu potem narediva kontravidee in v bistvu obrneva, nastaviva ogledalo in potem v bistvu gre puščiti se v komentatorja, ne v naju. Kaj je tisto najbolj prleško, kar recimo zaznamuje vajin smisel za humor ali pa vajin način dela? Imamo eno izjavo, oziroma jaz jo imam. Matija, zdaj pa hej, ki te bom vsipala. Ja. To imamo. Prleščina, ne? Prleščina nasploh, pač prleščina. Tako da, ja, zdaj imajo na tudi za Hrvata ali pa za Prekmurca, ne? Tako da lahko vidimo, kako so nekateri ljudje razgledani, da enostavno ne ločijo med prleščino pa prekmurščino ali pa med prleščino pa hrvaščino. Sicer res, da čez mejo je zelo podoben, mislim, je tam Čakovec govoril zelo podobno, mislim, kar podobno, ampak vseeno, mislim, da bi vsak Slovenec moral vsaj toliko vedeti, da od kje približno prihaja katero narečje. Sem že slišala, da je vse, kar je vzhodno od Trojan, je Štajerska. Ja. Tako da, ja. Aha, tako da vajn ta joker je tudi pač jezik, ne, o katerem govorite. Mava več jokerov, mava jezik, mava to, da sva mož in žena, ne, torej ubogi mož pa gospodovalna žena, mava torej otroci, ne, mava recimo Simonina teža, hočeš, nočeš, realno dostikrat lahko snemava na to, pa dostikrat se lahko pa se tudi sam nisem suh, no. Tako da mava kar nekaj adutov, da ljudje, da se sprostijo, da gledajo, da se nasmejajo in nama to všečno. So pa to nekako, bom rekla, okoliščine oziroma prizori iz pač življenja, na katere se lahko bolj ali manj vsakdo nasloni oziroma najde neke vzporednice v njih. To nam dostikrat rečejo, ne, da se najdejo v teh najnih videih, ne, zakonci predvsem, da se najdejo, ne, in da nama pač čestitajo, da upamo midva te situacije pokazati v svet, ne, da... Pač midva malo potencirava to tudi, ja. Določene mož-žena variante do onemoglosti včasih. In to se pač nekako potem tudi splača v smislu torej, ogledov, verjetno klikov. Kako dobro poznata svojo publiko, kdo so tisti, ki vama sledijo, ki vaju pač poslušajo? Ja. Ja. So to bolj za tega konca Slovenije? Publika je zelo različna. Ne, recimo TikTok pa Facebook, kjer sva najmočnejša, sta dva popolnoma drugačna svetova. Ne. Na Facebooku so to dosti starejši ljudje, na TikToku je to mladina, zato probava s TikTokom, ker mogoče snemava najne vsebine vseeno za malo starejše, poskušava na TikToku ohranjati ta stik, tako da velikokrat zvečer za kakšne pol uro greva tudi v živo, da pridejo ljudje, torej gledalci na TikToku, predvsem mladi gor, da se pogovarjamo pa tako, medtem ko publika pa je tak, ja, od 20 dalje, pa potem največ je tam 50, 60, 3/4 je žensk, no, tako da 75% najne publike je žensk. Pa kar z cele Slovenije, ne, ni tako, da bi zdaj rekli samo, ne vem, Štajerci ali pa Prekmurci. Ja, mogoče Štajerska, Prekmurje, Haloze, tam do Celja malo bolj, ampak po celi Sloveniji. Kako pa recimo publika odreagira, ko ste v živo, ne? Pa ko ste recimo na drugem koncu Slovenije, pa pač je kaj drugačnih odzivov, kot pa recimo ste jih vajena z interneta, z torej družbenih omrežij?
Midva zelo redko gremo v živo nastopati. Sva imela tako, dvakrat sva. Nekaj, Dobrodelno, pa malo bolj še nekaj tak. Ampak v bistvu nismo to midva. Ne. Mi tam pričakujejo, da bomo midva ista kot na videji. Zdaj pa to je razlika. Zdaj, če gremo midva v živo, se midva moramo pripravljati. V bistvu niti nimamo toliko časa, ker najino snemanje teh videov traja, ne vem, par minut. Več je pol obdelave, kaj Matjaž dela. Moramo se pripravljati, pa moraš biti vse v eno posnet, ne? To mora iti. Tekoče govorjenje, vse v eno mora iti naprej. Mislim, podati moraš v živo, ne? Ko pa midva snemljamo, pa midva lahko to potem ponavljamo, pa če si ni mogoče Matjaž na posnetki všeč, še pač ponovimo še enkrat, pa ne, ni pomembno, kak Simona zgleda, glavno, ki je on. Ja, jaz sem pač režiser. Ja, on je režiser in pač ponovimo spet. Če se kaj zaštrikaš, lahko spet zbrišeš, pa gremo znova kader posnet. To ima Simona zelo rada, ja, ko pridem po njo, zdaj bo greva še enkrat snemati istega, takrat se že skregava. Ja. Tako da to je prednost. Živo pa nekaj. Midva raje hodiva kar dosti okolje, ampak ne kot neka stand-up komika, ampak živo nam jo povabijo, da sva gosta, da govoriva, tako kot zdaj to govoriva, na eno zgodbo potem, ne vem, o družinskem življenju, o vzgoji in take stvari. To raje delava v živo, no, kot pa imamo tudi kakšen skeč vedno pri roki, da ga zaigrava, pa tak, ampak tak, da pa bi imela midva neke stand-up nastope. Pa ne najdemo se, ne najdemo se v tem. Ne najdemo se v tem, pa niti ni to najno. No, važno, da gradite na tistem, kar vama leži. In govorjenje vidim, da vama zelo leži, tudi dopolnjujete se lepo. Vidim, da se kar fajn glede tega usklajujete. Povejte mi, se da živeti z influencerstvom? To temo smo delno že na začetku odprli. Ja, šefica je tukaj, morda bo ona povedala, kakšni so cilji za podjetje. No, ja pa ne, lahko bi bilo boljše. Kako bi se zdaj, kaj bi rekla? Seveda se da živeti. Da, ampak lahko bi še bilo boljše. Dobro, tu, kjer so zdaj midva, to pomeni 5 let trdega dela, da sva prišla do, ne vem, do 250,000 sledilcev na omrežjih, ne, in zdaj se da živeti od influencerstva, moraš pa res biti, nikoli ne veš, kaj bo jutri, ne, da se pa, ja. Ni pa to tako, da jaz bom zdaj postal influencer, pa bom začel objavljati, pa bom živel od tega, ne. To ne. Ni šans, tako da 5 let sva res mogla trdo delati, da sedaj lahko živi od tega, no. To je mogoče tudi tisto pričakovanje, ki ga imajo mladi, ko grejo na te platforme, ne? Da zdaj pa bom objavljal videe, pa bo kar prišlo vse samo od sebe. V Sloveniji pač ni tega, da bi za Facebook pa TikTok gleda kdo plačeval, ne? Tako da tudi mi imamo, ne vem, mi imamo po 7-8 milijonov na mesec pregledov videov na Facebooku, ampak niti centa ne dobimo tega, ne? Če bi bilo v kakšni drugi državi, bi živelo od tega lahko, ne? Ampak ne delava zaradi denarja tega, ampak zato, ker meni, pa zdaj mislim Simoni tudi, je res to tisto, ne, tisti hobi, pa tisto, kjer sva se našla. No. Saj, če iz hobija pa lahko ustvariš nek, recimo, posel, pa je to že en fajni korak v življenju. Tako. Zdaj, stand-up to verjetno ne bo, ampak če bi lahko izbrala en sanjski projekt v Sloveniji, ki bi recimo bil vama pisan na kožo, pa ki bi se ga lotila potem s polnim zagonom, imate kakšen cilj, odgovor? Ja, če bi lahko, bi posnela film. Okay. In to ne bi bila komedija. In, to bi bilo tako, da bi gledalci zelo šokirani, verjetno. Mava kar nekaj projektov zdaj, tako dolgoročno, 2, 3, 4 leta vnaprej zamišljenih, pa če bova enega od teh uresničila, bo super, ja. Okay. Želiva priti malo ven iz te cone najinih kratkih skečov. Sicer so gledalci zelo neizprostni, ker si želijo točno to od naju in nič drugega, ampak bova se trudila, da bova delala eno in drugo in bova videla, kako bo šlo. No. Lahko povesta kaj več, vsaj o katerem od teh ciljev, recimo? Ja, zdaj, glede na to, da je tako toliko nekih podcastov v Sloveniji, ne, da nama osebno že zelo grejo na živce, sva rekla, kako se boriti proti temu, tako da bova midva naredila svoj podcast, ki bo poseben, ki bo drugačen, ki ne bo 3 ure nekega govorjenja v prazno, pa delanja se pametnega, ampak bo nekaj drugačnega. No, tako da toliko za zdaj. Ok, dobro, ostalo pa naj ostane torej skrivnost, mistika in tako naprej. Zdaj,
humor. Ne? Kaj bi rada vidva, da ljudje odnesejo od tega, ko vaju torej gledajo, da recimo kaj da jim ostane, ne? Tista pozitivna energija, ne vem, smeh, še kaj mogoče, da se celo kaj naučijo, da spoznajo, mogoče kako delujejo malo večje družine. Zelo dosti pomeni, da vedno več dobivamo zasebnih sporočil, da so ljudje, da lažje preživijo dan, ko pogledajo najin video, da dobijo tisto neko pozitivno energijo, da vidijo, da ni vse slabo, da če malo daš nekega smeha oziroma humorja v dan, oziroma da s humorjem začneš dan, da pol lahko gre lepše. Tako da tega je vedno več, no, in to nam malo tudi bogati, no, pri najinem delu, da vidimo, da delamo prav, da tudi po eni strani komu malo spremenimo življenje, no, da se da lažje, pogledati, ne, tudi z pozitivne plati, mogoče kakšno. Poskušava tudi nekako narediti bolj hrabre ljudi, ki nas gledajo, recimo, ne vem, ko so res žalostni, ko jim je težko, recimo, ko ne vejo, ne vem, tudi glede otrok, poskušava čim bolj prikazati, da velika družina ni nič takega, ne. Slovenci smo, recimo, enostavno 1,5 otroka na družino, to pomeni, da bomo na dolgi rok enostavno nas ne bo več, ne. In hočeva prikazati, da ni to tako, kako se dela neki halo, kako težko je v današnjem času, kako drago je imeti otroka. Mislim, jaz ne razumem tega, ker smo zelo socialna družina, zelo socialna država in ne razumem takih kritik, ker mislim, da nič ni takega, naj le bojo pogumni ljudje, naj se odločajo mladi za večje družine, ker je tudi vsa dinamika potem drugačna. Nekako človek se bolj počuti izpopolnjenega, no, po mojem. Tako da to je ena taka stvar, ko kar načrtno kaževa, pa načrtno delava na tem, da dajeva eno pozitivno sliko neke velike družine. Uvid, ne, v življenje, kako pa zgleda nekaj takega. Omenila sta, da vaju to taki odzivi bogatijo, lahko mogoče kakšen odziv se spomnite, da sta komu mogoče, ne vem, polepšala dan ali pa... Ravno par dni nazaj. Ja. En otrok, koliko je star, 12? 10. In je iz Sežane, tam blizu, kjer živi moja sestra, kako ima ime? Luka. In je on pač nekako izvedel, da moja sestra živi tam blizu njega in jo je spoznal in je govoril na pamet vse najne vide. V Prleščini, Primorc, ne, torej Krašovec. In je pač sestra prosila, če posnameva za njega en video in sva posnela in je bil tako zelo srečen in zdaj, ko je sestra prišla na obisk, prejšnji teden mi je prinesla tako celo vrečko nekih bombonov, točno napisano, to je za Izaka, to je za Tobija, to je za Nežo in je res bil tako zelo srečen, da sva to posnela in zdaj smo še enkrat posneli zahvalo in se mu zahvalili in sestra pravi, da ne more verjeti, kako zelo je vesel, ne, tega. Tako da veliko krat je tako, da kakega otroka razveselimo, da ga nagovorimo. Midva sta tudi takšna, da nikoli, ampak res nikoli ne bova, ker sva sama sva nekako prevzela odgovornost, da sva šla v to, da se kaževa in nikoli ne bova nekomu rekla, ko bo pristopil, ne, danes pa se res nočem slikati, danes pa nočem, ne, ampak pač to je del naju, to bova pač mogla zmeraj, ker kaj je zdaj tisti človek kriv, da smo midva slabe volje, če smo midva pač sama se dala na pladen in res vsakemu, ki želi karkoli imeti besedo z nama, se pogovoriti, se slikati, karkoli, vedno ustreževa. Torej, imata na nek način vpliv, sta vplivneža v pozitivnem smislu, ne, na življenje ljudi, ki vama sledijo. Poskušava vplivati na pozitiven način. No. Čeprav tudi sama sva včasih slabe volje, pa tečna, pa tudi sama kdaj naredima kako napako, pa objaviva kaj, kar ne bi mogoče smela, pa mogoče je kontra učinek, pa se začnejo kregati pod kakšen najin video, ne. Ampak sva tudi samo človeka, ne, tako da. Bi rekla, da sta s časoma zdaj postala bolj pogumna ali bolj previdna, kar se tiče torej snemanja, pa tudi seveda... Pogumno. Ja. Pogumno. Ja. Od začetka smo bilo previdno. Ja, jaz sem drugače verouk učim, že takrat sem ga na začetku, vmes sem učil na škofijski gimnaziji in celi čas je to nekje tako malo za tabo, ne, pa si misliš, joj, pa toliko imava o spolnosti, imava toliko, pa o varanju, pa to, ne.
Potem pa, ko vidiš, da župniki komentirajo, da delijo, da se smejejo, pa si misliš, zakaj bi se jaz zdaj delal, da sem nekaj bolj fin, pa da, če pa sem to jaz, če pa to humor, Vse tu pa tam dobiva v kakšno takšno tudi moralno, ampak je tudi to dobro včasih, da malo premisliva, da mogoče kje stopiva nazaj, ampak večinoma pa se nekaj ne sekirava dosti. Ok. Imate mogoče še kakšno sporočilo za naše gledalke in gledalce, tiste, ki vaju redno spremljajo, pa tudi tiste, ki vaju morda ne, pa vaju poznajo samo po fori, kam gre beli zajček? Ja, naj spremljajo še naprej. Kdo pa naj pozna pod kam gre beli zajček, pa naj razišče družbena omrežja, da bo videl, kam smo midva prišla, oziroma Koliko vsega je nastalo v teh letih od zajčka do danes. Mislim, da ima prek 500, okoli 600 videov, tako da že res širok opus. Tako da želiva vsem, da se ob najinih videih sproščajo, da jih vzamejo z rezervo, da ni to dobesedno tako, da me žena v resnici ne pretepa, pa ni tako agresivna. To zdaj morate povedati. Dobro si se naučil. To moram povedati, tako da želiva pač nekšno razvedrilo vnašati med ljudi. To je to. Nič kaj grozno poglobljenega, ampak da res, da zvečer ali pa zjutraj odprejo, pogledajo 2-3 najne skeče in so boljše volje. Simona, Matjaž, hvala, da sta bila naša gosta. Hvala za povabilo. Hvala za ta čudovit pogovor. Vam pa tudi, drage gledalke, dragi gledalci, hvala, da ste bili v naši družbi in se vidimo spet kmalu.